Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bo tema današnjega pogovora bo sreča. Jaz mislim, da nas čaka zelo zanimiv pogovor. Sreča je namreč ena takih zadev, po kateri vsi hrepenimo, in v končni fazi je tudi to neki smisel življenja, da pač postanemo srečni. Samo da jaz tole preverim, če vse deluje mi ok. Evo, deluje vse super. Lejte, za začetek imam za vas eno vprašanje. Zanima me, ali ste srečni oziroma ali ste zelo srečni, ali ste srednje srečni, ali ste nesrečni. Bi vas lepo prosil, če to vpišete v komentar, ker me malo zanima, koliko vas je takih tukaj, ki ste zelo srečni, takih, ki ste srednje srečni in takih, ki ste, bom rekel, žal nesrečni. Zdaj bodite iskreni pri svojih odgovorih, namreč to lagati sam sebi je po mojem nekaj najslabšega, kar si lahko človek naredi. Tako da dajte v komentar napišite, ali ste zelo srečni, srednje srečni ali nesrečni. Vidim, da komentarje že pišete, tako da sem malo tole vidim. Vas tole res lepo prosim, če v komentar napišete, ker je to zelo pomembno za ta pogovor. Tudi da malo jaz vidim, koliko vas je srečnih, nesrečnih. Marjeta pravi, da je nesrečna, srečen, srečna, nesrečen. Kakor kaže, vas je veliko več srečnih, kar je seveda super. Dajte tisti, ki ste že napisali komentar, a ste srečni, nesrečni, dajte še v komentar napisati, kaj za vas pomeni sreča. Kaj je tista stvar, ki vas najbolj osrečuje. Lahko tudi več stvari napišete, oziroma tisti, ki ste pa napisali, da ste nesrečni, pa v komentar napišite, kaj bi se vam moglo zgoditi, da bi bili bolj srečni. Jože Vojnovič napisal, da čakam, če je kakšna nesrečna, da jo srečim. Lej, Jože, jaz mislim, da se ti bo sigurno kakšna javila. Tako da, lejte, dajte še ta komentar napisati, potem gremo pa kar na tole, bom rekel, neke stvari bomo obdelali, za katere jaz menim, da so pomembne za srečo. Zdaj, zakaj sem jaz mogoče sploh neka oseba, ki vam lahko kaj o tej sreči povem. Mislim, da sem zato, ker, bom rekel, se s tem ukvarjam že celo življenje. Dolgo časa nisem bil zelo uspešen pri tem, zdaj pa mislim, da kar sem. Tako da jaz mislim, da imam par zelo zanimivih stvari za povedati. Če se pa s kakšno ne boste strinjali, pa seveda napišite v komentar, pa bomo tudi to malo podebatirali. Ne trdim, da sem najbolj pameten, ampak sebe imam, rečemo, za dokaj srečno osebo in mislim, da lahko kakšen pameten nasvet vam dam. Je pa tudi moja filozofija taka, da od vsakega človeka se lahko kaj naučiš, tako da jaz mislim, da se tudi vi vsaj eno ali dve pametne informacije poberete od mene, kar se tegale, bom rekel, tegale druženja v živo tiče. Lejte,
Moj prvi nasvet je ta, da zdaj, če ste nesrečni, si morate priznati, da ste nesrečni. Jaz lahko trdim, da poznam zelo veliko ljudi, ki trdijo in hočejo na ven kazati, kako zelo srečni so, kako jim vse super gre, v resnici je pa resnica popolnoma drugačna. Jaz mislim, da je to nekaj najslabšega, kar si človek lahko sam sebi naredi, da laže sam sebi. Pa ali je to, kar se tiče sreče, ali kar se tiče denarja, v glavnem jaz mislim, da sam sebi lagati je nekaj najslabšega, kar si človek lahko sam sebi naredi. Tako da zdaj, če ste nesrečni, si morate priznati, sem nesrečen, se nekaj vas je priznalo v komentarjih. In zdaj naslednji korak, ki ga morate pa narediti, je pa ta, kaj narediti, da bom jaz to spremenil. Se pravi, to, kar sem delal do zdaj, nekaj ne štima, nekaj moram spremeniti, da bom srečen. Jaz si ponavadi za take zadeve kar zapišem, zdaj, kaj bi mogel jaz narediti, da bi bil bolj srečen. Pa jaz si ne zapisujem samo, kar se tiče sreče. Jaz si tudi v poslu, če imamo kakšno težavo. Kako jo odpraviti? In si vse zapišem. In takrat, kadar si stvari zapisujem, običajno najdem rešitev. Seveda zdaj ne pričakovati, da za svojo srečo, da boste kar takoj najdeli rešitev, žal ne gre to tako hitro. Je pa zdaj, tudi če ste nesrečni, če za 10-20% poboljšate svoje počutje, je to že zelo veliko. Ali pa tudi, če ste že srečni, pa da ste še za 10 ali pa 20% bolj srečni. To je, rečemo, zelo veliko. Sem pa prepričan, da če boste nekatere od teh mojih nasvetov, ki vam bom še povedal, upoštevali, boste sigurno svojo srečo povečali vsaj za 10%, če ne za 20% ali pa celo več, če se boste seveda tega držali. Zdaj, prvi tak, to je zdaj že drugi tak nasvet za srečo, je ta, da ne bodite nevoščljivi drugim. To je ena od najbolj takih stvari, ki ljudem, bom rekel, krade srečo. Zdaj, če si ti zavidaš drugim in če skozi samo gledaš, da te živcira, ko vidiš, da imajo drugi več kot ti, da jim gre boljš, da so, da ima boljši avto sosed, da so otroci bolj uspešni in tako naprej. Lejte, dokler boste imeli tak mindset, vam garantiram, da ne boste srečni. Mogoče v nekih redkih trenutkih, namreč obstajajo tudi ljudje, ki so srečni takrat, ko se nekomu drugmu nekaj slabega naredi. Zdaj, če ste samo takrat srečni, to je zelo slabo in tudi zelo grdo. Tako da, ko enkrat daš to čez, da ne zavidaš drugim, potem si bistveno bolj srečen. Se pa zavedam, da to ni lahko. Še posebej to ni lahko, če vam gre res slabo in se potem sprašujete, zakaj pa unem ne gre, zakaj gre unem toliko boljš kot meni, pa svet ni pošten, pa začneš take stvari spraševati, da svet ni pošten, pa to si na nepravi poti, kar se tiče iskanja svoje sreče. Tako da vi se raje vprašajte, kaj morate narediti, da boste srečni, ne pa zdaj gledati druge in se z drugim primerjati. Kakor sem rekel, to je zelo težko. Lejte, tudi jaz sem bil tak. Se spomnim, ko sem bil star 20 do 25 let. Če se je kdo v lokal pripeljal z boljšim avtom, jaz sem mu bil nevoščljiv in mi je bil človek smotan, čeprav ga sploh nisem poznal. Ampak jaz sem to potem enkrat ugotovil, da je to neumnost. Nekateri pa to cel življenje ne ugotovijo. In se samo ukvarjajo s tem, kaj imajo drugi. Zdaj,
Če zavidate drugem, boste tudi, kako to odpraviti, malo lažje boste to tudi odpravili, če se boste lotili nekega posla in vam bo v tem poslu dobro šlo. Pač ljudje smo taki, da hočemo biti boljši od drugih, no. Tudi tekmujemo z drugim. To je, mislim, da imamo to vsi ljudje v sebi, zato je tudi do nekega tazga razvoja na svetu prišlo. Lejte, če ne bi nobenega brigalo, kaj ima drug, kako gre drugem, potem bi ta razvoj šel veliko bolj počasi. Po mojem bi bili še zmeraj v kameni dobi. Ker po mojem se je to že pred več tisočem letom začelo, da so ljudje začeli, je hotel imeti ne vem, boljšo prebivališče, rečemo jamo, kakor drug. In od nekdaj je bilo to tekmovanje. In zdaj, če ne bi bilo tega tekmovanja, potem mi zdajle ne bi imeli iPhonov, pametnih telefonov in tako naprej. Ta želja po uspehu je ves ta razvoj. Sicer to na človeka, bom rekel, dostikrat tudi negativno vpliva, ker potem so ljudje, ki cel življenje sam delajo, nič si ne privoščijo, ampak je pa to razvoj. Tako da zdaj, če zavidate drugem, probajte na nekem področju, saj majčkeno, da vam gre boljš, pa boste videli, da boste bistveno manj zavidali. Je pa to težko, no. Tako da ne bo to čez noč prišlo. Potem naslednja zadeva je, da morate obvladati svoj ego. Zdaj, če imate visok ego, to je zagotovo posledica slabe samopodobe, nizke samozavesti in tako naprej. Ejte, jaz imam, pred kratkim sem na svojem blogu objavil eno zelo zanimiv članek, kako bi si jaz zaradi svojega ega hmal uničil eno zelo dobro priložnost. Jaz bi lahko rekel, da če bi naredil tisto, kar sem hotel, bi se mi lahko zgodilo, da bi to bil ob 100.000 evrov ali pa še bistveno več. Lejte, kar se te zgodbe tiče, jo bom čist na kratko povedal, ampak bom pa dal tudi link do članka, pa si ga lahko potem, ko bo konc tega javljanja v živo, si ga lahko tudi preberete, boste pa videli članek, zelo zanimiv, in moram reči, da za malkater članek sem dobil toliko veliko pohval, kakor sem jih dobil za ta članek, in tudi sam mislim, da je zelo dober. Lejte, ne bom čisto vse od začetka do konca razlagal, tisti, ki pač vas to zanima, si potem preberite članek, bom pa majčkeno, kar se tiče začetka, bom pa majčkeno povedal. Lejte, za Smiljana Morija ste verjetno že vsi slišali. Meni je ta tip včasih šel blazno na živce. Jaz sem bil, se spomnim, leta 2000, to je bilo tam nekje 2007, 2008, sem bil na enem seminarju, ki ga je organiziral Aleš Lisac v Hali Tivoli. No, potem, ko sem na tisti seminar prišel, sem ugotovil, da bo tudi Smiljan Mori tam. In ko je on začel predavati, pa tisto njegovo skakanje, pa tisto, tudi moram priznati, malo tisti njegov tipičen štajerski naglas mi je šlo na živce. In meni vse, kar je bilo povezano s tem, mi je bilo to toliko na živce, to mi je grozno bilo, toliko sem bil jezen, ampak to je bil samo ego. Da, ko sem domov prišel, sem Alešu Liscu hotel napisati mail, oziroma sem ga že napisal, da kaj se pa to gre, da jaz njega sicer spoštujem, ampak da tole v kompaniji s Smiljanom Morijem, da to je pa res žalost. Hvala Bogu, tega maila nisem poslal, ker če bi ga poslal, bi se mi potem ne bi zgodile neke fantastične stvari, ki so mi se zgodile. Tako da nadaljeval tukaj ne bom več, si pa to preberite na mojem blogu Tomaž Gorec.
Sem pa ravno kar v komentarju tega videa objavil link, pa si potem, ko bo konc tega, pejte pogledat. Tako da dostikrat ego človeka unič, ker ima ego, tudi nekateri se ne morejo družiti z bolj uspešnimi, ker jim ego to ne da, ker jim gre na živce, ker so oni boljši od tebe. Jaz pa pravim, raj se druž z uspešnimi ljudmi, pa se boš kaj od njih naučil, pa mogoče še kakšen posel od njih dobil. Glejte, jaz sem ful vesel, če sem obdan z zelo uspešnim ljudem, ki imajo vsega stokrat več kot jaz. Glejte, bom mogoče kdaj kakšen posel dobil. Te ljudje bojo rabili spletne strani, optimizacijo spletnih strani in vse te stvari, s katerim se v našem podjetju ukvarjamo. Tako da to ego vas bo samo uničil vas bo. No? Tako da to probajte ta ego dati malo dol, tudi kje, pa to tudi še mene, še zdaj me kdaj, bom rekel, se ne morem zadržati, ne. Kdaj na Facebooku kakšen komentar, ga napišem sem zaradi svojega ega. Pa si s tem škodujem. Pa bi bilo stokrat bi bilo boljše, da bi bil tih. In kar je najbolj zanimivo, jaz, ko sem tisti komentar napisal, tudi čisto nič nisem od tega mu. Samo nekam ljudem se zameraš in tako naprej. Imaš pa nič od tega, napišeš pa to samo zato, zaradi svojega ega, da rečeš, da pokažeš, da kako ti misliš, probaš neki svoj prav uveljaviti, ampak glejte, to je velika neumnost. Potem naslednja zadeva je, da si najdete neki hobi, kateri vas osrečuje. Glejte, danes imaš razne stvari, ki jih lahko počneš, in zavedati se morate tudi to, da zdaj, če se boste vi z neko stvarjo začeli ukvarjati, rečemo smučanjem, ne, na začetku je to muka, ne znate smučati, to je ena sama muka, ko se pa naučiš smučati, je potem to pa zelo luštno, vsaj meni je tako. In tudi karkoli boste začeli je muka, tudi če boste šli na plesni tečaj, na začetku, nič ne boste znali, lovili se boste, razmišljali tiste korake in to je muka, ko se pa naučite dobro plesati, je potem ples lahko pa veselje. Tako da jaz vam svetujem, najdite si en hobi, s katerim boste obsedeni. Lejte, za vsakega človeka obstaja neki hobi. Dobro, naj ta hobi ne bo glih igranje igric, ker to se mi pa res zdi izguba časa, čeprav mimogrede nekateri z igranjem igric tu dobro zaslužijo, ampak pustimo to. Lejte, najdite si kaj takega, ki je tudi za vas koristno. Ne vem, neki pohodništvo mogoče, hribi, kaj v zvezi z naravo, lahko pa tudi čisto kaj drugega, ne vem, fotografijo, pa se vpišete na fotografski tečaj, rečemo, pa v kakšen fotografski klub. Nekateri jamrajo, da so obsamljeni. Jaz ne vidim danes nobene nuje, da je kdo osamljen. Toliko vseh stvari je, pa to ne takih stvari, ki bi bilo treba nekaj plačati, pa toliko stvari je, da res ni treba biti nobenemu osamljen. Rečemo, jaz sam sebe sem najdel v teh potovanjih, raziskovanju, plus potem še fotografija, video in te zadeve. In jaz sem res obseden s tem in hvala Bogu, da sem, ker meni to polepša življenje, vam ne morem razložiti koliko. Jaz sem dober, zdaj sem majčkeno slabe volje, ki je ta korona, pa ne moreš nikamor iti, ampak jaz živim za tisti trenutek, ko bom lahko nekam šel. Pa je to lahko tudi samo enodnevni izlet. Zdaj grem kdaj po Sloveniji, se pravi po tej svoji regiji, ki grem lahko, grem takole soboto, nedeljo za en dan.
pa mi je že tega se ful veselim. Kaj šele, da grem res neko pravo potovanje, ne vem, letos oziroma lansko leto sem bil v Indoneziji, mislim, to je nekaj neverjetnega, ne. Tako da, če si boste en tak hobi najdel, lejte, vas bo siguren v srečo. Potem naslednja zadeva je, ki meni zelo pomaga biti srečen in sem prepričan, da bi to čisto popolnoma vsakmu, je to, če sem fizično aktiven, se pravi, da se z nekom telovadbo ukvarjam ali z nekim tekom ali karkoli, samo da si fizično aktiven, jaz se počutim toliko boljše, da ne morem povedati. Kdaj, sicer žal ne velikokrat, se mi zgodi, da grem zjutraj teč, preden grem v službo. In ne boste verjeli, tisti dan naredim vsaj za 30% več. Plus tega, da se počutim za 100% boljše in tudi čas hitreje mine, oziroma se niti ni potrebe, da bi čas hitro minil, ker si poln energije, delaš z veseljem in ti sploh ura ni problem. Rečemo, jaz tudi to, kar delam, me toliko veseli, da jaz, ko pogledam na uro, nikoli ne rečem, joj, šele 1 je ura. Jaz rečem, joj, že 1 je ura, bi raj videl, da bi bila manj, da bom več naredil, ker pač to, kar delam, me veseli. Tako da, kar se tiče fizične aktivnosti, mislim, jaz, ko grem kdaj teč, mislim, gledam, da 4-krat na teden, da sem nekaj aktiven fizično, ali telovadim, ali grem teč. Včasih sem tudi na kolo hodil, zdaj že časa nisem, ker ga moram na servis peljati. Vidite, zaradi takih malenkosti potem človek ne gre na kolo, ne? Zato ker nima kolesa servisiranega. No in takrat, ko grem teč, pa pretečem, bom rekel, 10 kilometrov, jaz se takrat počutim tako močnega, da tudi, če bi streljali vame, imam občutek, da bi se metki odbili od mene. In tudi takrat misliš, da je vse možno in v poslu in na osebnem življenju in posod, tako da to se meni, mislim, fizična aktivnost, to je nekaj fenomenalnega. Saj to je cel kup znanstvenih raziskav tudi bilo, da pač človek mora biti fizično aktiven, ob fizični aktivnosti se sproščajo tisti endorfini, ali kako se pravi, to je hormon sreče. In lejte, če ne verjamete, probajte. Samo enkrat pejte, pa če boste videli, da to ni, rečete, Tomaž Gorec me je fino nasral, to nič ne deluje, ne bom jaz se več tega šel, ampak jaz vam garantiram, da to je to. Lejte, tudi če ne morete teči, pejte pa hoditi. Ja, zdaj enkrat sem šel tudi na sprehod, pa srečam sosedo, starejšo gospo, a sem rekel, ste malo še šli rekreirati, prav, ja, prav, ali se potem toliko boljš počutim, da to ne moreš verjeti. Tako da, lejte, to zagotovo drži. Tako da, vi se sam rekreirajte, če ne morete teči, pejte hoditi, ampak veliko boljš je, če res prešvicate, se veliko boljš počutite. Še ena zelo pomembna zadeva, ki ima, bom rekel, vsaj 90% ljudi težave s tem. To je to, da se obremenjujejo, kaj bojo drugi rekli. To je, mislim, to je tako, kot sem rekel, 90% ljudi to skrbi. Rečemo, mojo mamo to tako skrbi, samo moja mama je stara 74 let, ne, žalostno je pa to, da mlajše skrbi, ne. Pri nas mora biti to okoli bajte vse pospravljeno, ker kaj bojo drugi rekli. Pa sem prepričan, da ne bi noben nič rekel, ne, ampak to mamo skrbi, ki je prišel, ko smo toplotno črpalko menjali, se pravi iz kurilnega olja smo šli na toplotno črpalko. Veste, kako je mama zglancala celo bajto, ko so prišli majstri. In je mene čakala, da bom v službo šel, ker se noter obujem, da je za menoj pobrisala še. Pa rečem jaz, sem rekel, kaj pa to brišeš? Ja, majstri bojo prišli, kaj bojo pa rekli, če bojo videli tako zasvinano?
Sem rekel, oni bojo prišli v delovnih čevljah, v delovni obleki in ti bo itak takoj zasvinal vse. Ti si pa naredila, da bi, ne vem, prišel, ne vem, predsednik Amerike ali ne vem kdo. Tako da, ejte, to imajo ljudje zelo problem, ki jih ful briga, kaj bojo drugi rekli. In tudi veliko, bom rekel, imajo ljudje ideje za neki posel, pa jih nikoli ne speljejo, zato ker jih je strah, če to ne bo šlo, kaj bojo drugi rekli. Jaz sem bil včasih tudi tak, še 5 let nazaj mi je kdo na Facebooku napisal, ne vem, spomnim se, 5 let nazaj sem imel razpis za neko sanjsko službo, to je pomenilo, da je šel nekdo z menoj na Filipine in sem to tudi speljal in vse je super bilo. No, in ko sem jaz na Facebooku objavil, da pač imamo razpis za to sanjsko službo, je en napisal, da je to nategancija. Mene je to tako prizadelo, da bi se v avtobusu šel človeka najdet, pa bi ga sklaftal. Seveda bi si pol še večje probleme nakopal, ampak to bi zato naredil, ker me je tako zelo to prizadelo, da meni prav nekdo, da nategujem, da je to nategancija, da nategujem ljudi. Lejte, danes mi pa po Facebooku pišejo ljudje take stvari, po Facebooku in tudi po drugih socialnih omrežjih, da ljudje bi živčen zlom dubl, ne bi preživeli teh hudih komentarjev. Jaz se pa to samo nasmejem, ker točno vem, če nekdo me napiše nekaj grdega, slabega, to pomeni, da mi je nekaj nauščljiv, da imam nekaj, kar on nima. Ali pa da mu mogoče grem na živce, sem tako, ampak če grem jaz njemu na živce, jaz nimam za to nič manj, nobenega problema. Tako da, bom rekel, celo uživam v teh komentarjih negativnih, ker vidim, da se pravi, če ne bi noben mi nič napisal, potem mi najbrž ni noben nič naušljiv. Tako pa, ko veliko tega dobiš, si pa misliš, saj mi mora biti pa kar dober, če me ljudje tako hejtajo. Zdaj, kako se naučiti prenašati take komentarje? Lejte, če kaj razmišljate na Facebook, bi napisali ali ne bi napisali, kar napište z namenom, da boste dobili kakšen negativen komentar in to čisto lepo, hladno odgovorite. Nič nesramno, pa se počasi navadiš. Vsega se človek navadi, tako da se tudi to navadi. Tako da tako, kot smučanje, je treba tudi to trenirati. Tako da trenirajte tudi negativne komentarje. Evo, gremo dalje. Pol urice smo že skupaj. Malo komentarje napišite, kako se vam tole zdi. Lejte, naslednja stvar je, ne jamrajte. Če boste vi jamrali, potem se boste imeli okoli sebe tudi same take ljudi, ki jamrajo. Zdaj, kdo bo rekel, da privlačeš take ljudi? Ja, res jih privlačeš, ampak to ni zdaj, da bi rekel, neka znanstvena fantastika ali nekaj ne vem kaj. Ampak, lejte, dva jamrača, če se skupaj dobita, ne, jamrata eden bolj kot drug, ne, te dva sta si všeč in te dva se bosta pol drugič spet dobila, pa tretjič, pa bosta ta boljš prijatelja postala. In se bosta dobivala tamle v lokalih na kavi, da bosta 2-3 ure skupaj jamrala. In kaj imaš od tega? Absolutno nič. A se ni boš pogovarjati o nekih zadevah, ne vem, kam boš šel na dopust, kam se splača jeti, kaj v poslu narediti, neke pozitivne zadeve. Tudi sam, če se pogovarjaš že o nekih potovanjih, pa čeprav potem ne greš, imaš saj en tak pozitiven mindset, ne pa če samo jamraš in avtomatsko to še skozi sebe spominjaš na neke negativne zadeve, tam si potem pa samo slabe vole. Tako da, lejte, jaz z ljudmi, ki jamrajo, sem to črtal, ne hodim več niti na kavice, ne, ker, lejte, to nima nobenega smisla.
Pa sem tak kafanski človek, grem zelo rad na kavico, mečkam podebatiram, ampak če to pa samo neko jambranje, lejte, mi pa to ni všeč in mi tu človek ni všeč in s takem potem ne grem nikoli več. Sicer ne govorim, jaz sem s kom se vi družite, ampak lejte, siguren ni pozitivno za vas, da se obdate s takim ljudmi, ki sam jamrajo. Naslednja zadeva je, ne spremljajte medijev. Mediji, to so samo negativne informacije. In lejte, mediji se zavedajo tega, da negativen prispevek bo 10krat ali pa 100krat bolj bran kot nek pozitiven. Lejte, zato so taki, jaz se prav spomnim, ko se je zdaj jesen spet začela ta korona kriza, mediji so kar tekmovali, kdo bo bolj šokanten naslov napisal. In vedno je bilo, zelo velikokrat so v naslovih uporabili besedo rekordno. Ali je bilo rekordno število okuženih, ali je bil rekorden delež okuženih, ali je bilo rekordno mrtvih. Lejte, to so vse stvari, ki na vas sam negativno delujete. In tudi vidim ljudi, grejo na kavo in se 2 ure pogovarjajo o politiki. Pa ta za nič, pa za nič, pa krade, pa to. Pa lejte, tudi če kradejo oni, kaj boš pa ti spremenil? A si kaj spremenil, če si se tam 2 ure ti s kolegom pogovarjal? Če te zdaj že to tako mot, potem pa ti nekaj aktivnega to naredi, da se to ne bo več dogajalo, ne vem, začni pisati blog, pa opozarjaj na vse te nečedne posle politikov, v nasprotnem primeru pa je boljše, da se od tega distanciraš in se ne pogovarjaš o tem, ker te sam spravlja v slabo voljo, depresijo in absolutno čisto nič nimaš od tega. Najte si iskrene prijatelje, čeprav to je zelo težko najdeti. Sem pa, bom rekel, jaz to že dolgo časa opažam, 30 let siguren, da eni ljudje znajo zelo slabo oceniti druge ljudi. Jaz sem enega mojega prijatelja, zelo v redu človek, ampak on nikoli ni znal ljudi oceniti. On mi začne nekoga hvaliti, pa sem ga rečemo tudi jaz poznal, pa sem rekel ti, jaz mislim, da ta človek pa ni tako fejst, kakor ti hočeš ti meni povedati. In ta človek je potem rabil 1 leto, da je meni povedal, ti veš, glede unga si pa pravimo. Pa če eni ljudje ne znajo oceniti, si to in nič za slabo ne jemljem, ampak če že imaš prijatelja, pa da ga imaš ti za ful v redu, je potem fino, če te on ne razočara. Tako da, lejte, mičken morate znati ljudi preceniti. Pa lejte, saj to sploh ni težko. Lejte, saj vidite to, a vam kdo hoče kaj dobrega ali slabega. Lejte, jaz zmeram, če se z nekom nekaj pogovarjam, da imam za nekoga nekaj dobrega. Mislim, da vidim, da mu moja informacija lahko pomaga, mu jo takoj povem. So ljudje, ki to za nalašč ne bi povedali. Enkrat me je en kolega, to je ta isti, ki sem ga prej omenjal, kliče me na polno po telefonu, me kliče, jaz sem bil na enem sestanku, sem rekel, kaj zdaj to je, da me tokrat kliče, a se je kaj podrlo, ali koga je problem, ne. No, in me kliče zato, da mi je povedal, eno stvar je slišal in je menil, da bi meni lahko ful prav prišla, pa res je bila možnost, da bi mi ful prav prišla, čeprav potem na koncu mi ni, ampak on mi je to hotel iskreno čim prej sporočiti, naj to izkoristim. In lejte, po taki vidiš človeka. Potem tlele gor je tudi en
Moj prijatelj tukaj gleda tole in kam tole začel pripovedovati, se bo najbrž tudi prepoznal. To je en tip, ki sicer dostikrat kaj slišim slabega od njega. Ljudje ga ne marajo. Ne marajo ga pa zato, ker ima jezik predolg, poveči so vse, kar misli. Jaz sem z njemu pa zelo dober in veste, kdaj se mi je ta preklop naredil, da sem rekel, pizda, ta je pa vred človek. Spomnim se, ko sem včasih diskoteko imel, Afrika v Trebnjem. In on mi je, ta tip je bil redna stranka in verjetno se tudi on tega ne spomne. Enkrat mi je pripeljal eno punco, ker je hotela mene spoznati. In to je bila ena luštna punca iz Sevnice. On mi je pripelje pa reče, evo, tle ga imaš. Se pravi, kakor sem jaz družbe mu, 80% fantov bi to naredilo, da ja ti ne bi tiste spoznal, ker verjetno je tudi temu kolegu ta punca bila všeč, ker je bila res luštna. In zdaj, zakaj bi on meni na pladnju prinesel, bi raj sam probal, ne? Tako da od takrat sem se s tem prijateljem pa začel še bolj družiti in so, tako bom rekel, že 20 let. Dobra prijatelja oziroma ne vidva se veliko, ampak jaz vem, da ni zajeban človek in ga cenim tako kot vsakega poštenega človeka. Tako da pri prijateljih boste previdni. Mu lahko kdaj tudi malo nastavite kakšno zadevo, ne vem, sicer zdaj na pamet, ampak lejte, to se da zelo hitro pogruntati, samo majčkeno moraš biti pameten. No, potem še enega prijatelja sem imel, ko smo ven hodili, on je zmeraj se trudil, da bi mi kakšno punco zrihtal. Lejte, to tudi nekaj pomeni, ker veliko je bilo takih, ne vem, smo kje bili, pa sem jaz kakšno punco osvajal, ne, in ko je on videl, da meni to ratuje, je začel, gremo domov. Sam, da mi je preprečil to. To verjetno se ni samo meni dogajalo, se že komu drugemu. Tako da, če se ti to kdaj naredi, pa če imaš takega človeka še za prijatelja, pol je to žalostno. Naslednja zadeva je, ne tekmujte z drugim, čeprav ljudje smo taki, da radi tekmujemo, ampak glejte, probajte to, da ne tekmujete, ker potem zmeraj bo en boljši kot vi in nikoli ne boste vi najboljši. V to pade veliko podjetnikov, ker, ne vem, najprej mu je cilj, ne vem, da pride do 50.000 evrov premoženja, potem mu je cilj, da pride do 100.000, potem do 500.000, potem do milijon, potem bi pa že kar s tistem tekmoval, ki imajo v desetine milijone sem premoženje, mir in tako naprej. Tako da, vejte, nikoli ne morete biti najboljši, oziroma zelo težko, tako da to je neumno tekmovati, če se mene vpraša. Jaz včasih sem to tekmoval, recimo, ko sem bil to mlad fant, jaz verjeten, če bi bil najbogatejši v Sloveniji, bi potem hotel biti pa še najbogatejši v Evropi, potem pa še na svetu. Hvala Bogu, nimam več takih neumnih misli, danes meni denar zelo malo pomeni. Seveda tudi zato verjeten, ker nimam pomanjkanja. Sem zelo skromen človek, sicer veliko potujem, ljudje mislijo, da te moje potovanja celo bogastvo koštajo, ampak to niti približno ni tako. Lejte, bil sem oktobra 11 dni v Srbiji, naredil sem 2500 km z avtom, zapravil sem pa 350 evrov, več siguren nisem. Pa ne, da sem to zdaj kaj šparal, da bi rekel, da moram šparati, da nimam, niti približno ne. Ampak imam tak stil potovanja in se imam super. Kakor sem rekel, februarja sem bil v Indoneziji, en mesec,
me vse skupaj koštalo, ne vem, manj kot 1500 evrov. Ne? Tako da nekateri pa mislijo, ne prav, te pa ta Indonezija, en mesec je pa dolga, te je moglo pa kar koštati. Pa jaz pravim, kaj pa misliš, koliko me je koštalo? 5 jurjev sigurnih. Kakšnih 5 jurjev, za 5 jurjev jaz pol leta potujem. Tako da, ja, tako je, no, se pravim, denar mi zdaj, 50 let sem bil star, jaz moram samo še gledati, da se imam dobro v življenju. Lahko zdajle, če bi en prišel tam od zgoraj, pa bi rekel, tilej, če boš pa še 20 let pridno delal, boš pa mu 100 milijonov premoženja. Kaj, če meni 100 milijonov premoženja, kam star 70 let? In lejte, jaz, če sem na kaj ponosen na svojem življenju, sem najbolj ponosen na svoje potovanja, svojo razgledanost, svoje doživetja. To je to edino, kar na koncu šteje. Vse tako jaz mislim. Glejte, potem pa še ena zadeva, zelo pomembna. Eni trdijo tako, drugi drugače, za srečo govorim, to je denar. Eni pravijo, da denar ljudi dela nesrečne, nekateri pravijo, da denar ni pogoj za srečo. Zdaj, moje mnenje je tako, da zdaj, če imaš ti denarja toliko, kolikor ga rabiš za neko normalno življenje, seveda zdaj, če nisi taka oseba, ki se moraš ful kazati, rečemo, jaz sem imel, meni gre kar dobro, pa da ne te misli, da se hvalim, meni gre kar dobro, ampak jaz sem še slabo leto nazaj se vozil v 13 let staremu Golfu, ki sem ga na koncu prodal, ne vem, za 1200 evrov, se mi zdi, ali pa še toliko ne. Prodal sem ga zato, ker je pa že res mi rekel serviser, da je čist na koncu, da to bo mogel zamenjati. In jaz sicer kot smrkovc, seveda 20 do 25 let star fant, tam se moraš malo pokazati, punce pa tako naprej, takrat sem se to ful kazal. Glejte, zadnje čase me zdaj pa to absolutno nič ne briga. No, in moje mnenje glede denarja je tako, da moraš ga imeti to, kolikor ga rabiš, plus še majčkeno za rezervo, za boljši občutek. Če imaš pa ti zdaj neke milijone, nisi pa po mojem zato nič bolj srečen. Kvečen več skrbi imaš. Tisti, ki ima zdajle 1 milijon evrov na banki, je slabe volje. Obresti so negativne, celo tisto ležarnino moraš plačati, inflacija je, razmišljaš, kam boš vložil, če nekaj vlagaš, je to spet neko delo, stres in tako naprej. In ne vem, če si lahko kaj bistveno bolj srečen. Tudi potem, ne vem, imaš neko jahto, ne vem, koliko veliko, se en zvečjo pripelje, pa si spet slabe volje, tako da, ne vem. Jaz mislim, kar se denarja tiče, da je dobro, da ga imaš toliko, kolikor ga rabiš, plus še malo za rezervo za vsak slučaj. In to je to. Če imaš pa denarja manj, kolikor ga rabiš, sem pa prepričan, da to povzroča zelo, zelo veliko nesrečo. In tako da, glejte, to jaz mislim, da je dobro, da vsak poskrbi zase, da pač zasluži toliko, da ima za dostojno življenje in da si tudi lahko privošči neka, bom rekel, skromna potovanja, če ga to veseli. To je to, če pa nimaš tega, je pa najbrž vse skupaj res zelo žalostno. Sem pa mnenja, da priložnosti je na tem svetu, da nas kakor hočete. In jaz sem prepričan, da čisto vsak lahko najde delo zase. Da jaz poznam toliko takih primerov, pa
ne smem omeniti, kdo so to, pa to, ker pač, ne vem, neki človek mogoče ta ne želi, da ga omenjam, ne. Glejte, tudi en moj znanec ima nekaj v privat. Ne smem preveč detalje povedati, se boste zdaj razumeli, zakaj ne. Ima sina 13 let starega. Ta sin zna vse narediti, kar se v mizarstvu tiče. In tega 13-letnika sem jaz prepričan, da ga je pripravljen zaposliti vsako mizarsko podjetje in mu dati 1000 evrov plače. Ker čeprav je 13 let star, čisto nič manj ne naredi, kaj en starejši. Dober, ima majčkeno manj izkušenj. Jaz sem tudi v očetovi firmi delal, imam nekje, kdaj objavim eno sliko. Jaz, ko sem bil že 8 let star, sem delal v očetovi firmi. In to na nekih mašinah, saj mogoče, kar se varnosti tiče, ni bilo najbolj pametno. Ampak jaz, ko sem bil star 10 let, nisem nič manj naredil kot zaposleni. To se upam trditi. Tako da, lejte priložnosti, kakor hočete. Jaz sem dostikrat rekel, če bi mi firma propala, bi šel ploščice polagati. Lejte, lansko let sem rabil majstra za ploščice, ko sem jih klical, se nismo nič o ceni pogovarjali, smo se samo pogovarjali, kdaj lahko pride. En je rekel, ja, čez 4 mesece, nekdo je rekel, čez pol leta, eni so celo rekli, za 1 let imam čisto vse zasedeno, za naprej se pa sploh ne dogovarjam, ker se ne morem za več kaj 1 let naprej dogovarjati. Dela, kakor šte. Jaz sem pa garantiram, da jaz 50 let star se naučim ploščice polagati v roku 1 meseca. In kaj bi jaz naredil? No, službo bi iskal pri ploščičarjih, pa bi jo dobil takoj, zato ker vsi rabijo ljudi. Če jo pa ne bi dobil, bi pa rekel, lej, zastoj delam pri tebi. Pa bi šel, pa bi 1 mesec zastojn delal, ampak bi se naučil. In potem bi pa začel sam to delati. In sem prepričan, lejte, polaganje ploščic ni kvantna fizika. Pa niso samo polaganje ploščic, lejte, neka vodovod, centralna, polaganje tlakovcev. Sem tamle, tukaj imam tlakovce, sem enega za predračun prosil, mislim, je tako ceno dal, da sem mu jaz rekel, jaz pa še nikoli nisem bil tako dober na uro plačan, kakor bom, če si grem sam te tlakovce položiti. Tako da dela je res danes, kakor ga hočete. Samo pač moraš pa biti pripravljen delati, ne. Glejte, tole je tale prvi del tegale pogovora v živo, ki je bila bolj, kar se tiče sreča. Sem rekel, bom pa še drugi del dal, bom pa dal tak, bom rekel pa, kar se tiče posla, kako bom rekel, uspeti v poslu, ker sreča je tudi z denarjem povezana, tako da sem rekel, da tole sigurno paše zraven. Bom pa preden tole začnemo, šel še majčkeno vaše komentarje prebrati, se ne morem vseh, ampak glejte, kakšnega pa bom. Evo, Marija pravi, da narava je najpomembnejša za sprostitev telesa. Jaz se popolnoma strinjam. Ampak res ta stavek, kaj bojo pa drugi rekli, mi grejo kar kocine po konci. To je Kristina napisala. No, napište še, Kristina, zakaj vam grejo kocine po konci. No, Nataša pravi, da me je zanimivo poslušati, da povem lepo, preprosto in po domače. Ja, sej, kako češ pa drugače povedati. Enkrat sem šel na razgovor v eno podjetje
zelo veliko podjetje, da bi mi delali nekaj za njih. In pride tudi direktor. In s tem direktorjem so si bila zelo podobna. On je tudi prišel v majici v kratkih rokavih. Jaz sem pa celo srajco s seboj vzel, sem rekel, jo bom oblekel tik prej in bom šel noter, ker je bilo ful vroče, poletje je bilo. Ampak ker je bilo to vroče, sem rekel, ma ne, bom se zdaj v srajco preblačil in prav sem naredil, da nisem. No, in potem se tam sestanek začne. Bil je zraven še en drug človek, ki me je na ta sestanek pripeljal, on je bil pa ful zrihtan. In jaz to malo govorim in ta gospod pravi, kakšna je pa cena, jaz povem, je rekel, lejte, cena se mi majčkeno visoka zdi, ampak glejte, sem se odločil, da vas vzamemo, to pa zato, ker ste prvi, ki ste mi zadevo povedali preprosto in razumljivo, da sem jaz razumel. Je rekel, neki drugi informatiki, ki so do mene hodili, so neke tujke uporabljali, pa take stvari, da jih jaz nisem razumel. Sem prav dobil občutek, da se hočejo norca delati iz mene. Je rekel, vi ste mi pa všeč in zato boste vi delali zame. Pa je rekel, pa tudi vidim, ste bili tako oblečeni, kot jaz v majici. Je rekel, ta gospod tle zraven, ki vas je pripeljal, ta se pa rad obleče v kravato, rekelc in to. Tako da sem zaradi te preprostosti, bom rekel, posel dobil. Tako da jaz zmeraj povem tako, kot je. Dušan prav, sreča je, da najdeš sam sebe v svojih hobijih in iz tega razviješ svoj posel. Ja, to, Dušan, ste zelo dobro povedali. Saj to je tudi zdaj naprej, ko bom še govoril, je tudi en del, bom ravno o tem govoril. V glavnem, lejte, bom zelo vesel, če napišete še kakšen komentar, mogoče ga ne bom prebral tukaj v živo, ampak potem, ko to končam, bom jaz vse komentarje prebral in tudi na vse odgovoril. Tako da vabljeni napisati kakšen komentar, ali pozitiven, ali negativen, ali kaj vprašate, ali kaj svojega dodajte. Lejte, jaz nisem najbolj pameten na tem svetu, tako da verjamem, da je tle veliko takih, ki tudi veliko veste o sreči, pa dajte kaj napisati, bom zelo vesel. Lejte, zdaj pa še ta, bom rekel, ta poslovni del. Lejte, to sem vam že rekel, ne, da jaz menim, da je danes priložnosti, kakor jih hočeš. Jaz vidim tukaj tudi, bom rekel, v svoji okolici, ki živim, koliko, bom rekel, ljudi starih tam od 30 do 35, koliko je uspešnih, pa so začeli čisto iz nule. To so običajno neki šloserji, krovci, gradbeniki, ampak zelo dobri jim gre. To so si naredili lepe hiše, imajo dobre avtomobile, daleč od tega, da sem jim karkoli naučljiv, jaz sem ful vesel, jaz delovne ljudi tako spoštujem, da vam ne morem povedati in jim privoščim vse najboljše. In od takih ljudi tudi družba nekaj ima, ne? Od tistega, ki sam leži doma, od tistega družba nima absolutno nič. Od tega, ki pa dela, pa ima družba zelo veliko. Tudi zdaj enkrat sem šel kupiti kavo, tamle prodajajo v Trebnjem tisto, sem da jo vzameš, ne. Jaz sem tam srečal enega poznanega, zraven sta bila pa še dva druga fanta in sta skozi neke telefone imela, ne. In to je bil skozi neki posel, so pa neke ograje delajo ali neki tacga in so rekel, fantje, laufa posel, prav, posla, kakor že. To so bili fantje stari do 30 let. Ne, tako da posla je res, kakor ga hočete, ampak lejte, je pa res treba trdo delati. Ne.
Jaz tudi nisem nobenemu navščljiv, po mojem tudi zato, ker imam sam podjetje in jaz vem, da 99% ljudi, ki imajo podjetje, ki dobro jim gre, morajo zato tudi zelo, zelo delati. Mogoče samo 1% tistih, ki, bom rekel, bolj na neki lahek način zaslužijo. To so mogoče kakšni taki, ki kaj z državo delajo ali kaj takega. Pa še to, če pa tam kaj mutijo, imajo pa tudi tiste neke probleme, pa pazijo, da jih kaj ne dobijo, pa take zadeve. Tako da, lejte, bom rekel, čist na lahko zasluženega denarja ga skoraj ni. Razen, če na lotu zadenete, ampak jaz na lotu se nisem nikoli zanašal, tako da nisem nikoli to igral. Tako da delati je treba, žal ne gre drugače. Še posebej, ne, če ste mladi, ne, pač lejte, te mlad, poln energije na začetku, zakaj pa ne bi malo več delali, pa nekaj ustvarili, pa boste zato na stara leta, ali pa mislim, ne vem, že bom rekel, po 40. letu boste lahko bistveno boljš živeli, ker boste imeli nekaj ustvarjenega, ne bo več toliko treba, mogoče vam bo celo nekaj prinašalo. So celo eni ljudje toliko pametni, prodajo, ko so 40-50 let stari, prodajo podjetje in potem brez težav živijo do konca življenja. Seveda, če to preveč ne razsipajo, oziroma odvisno, koliko je bilo podjetje vredno. Tukaj imam napisane druženje z uspešnimi ljudmi, to sem že omenil prej, da pač lejte, družiti se treba z uspešnimi ljudmi, ker se od njih ogromno naučite. Lejte, jaz imam nekaj ljudi, ki se z njim dobivam na kavicah in vam povem, da ne morem ovrednotiti, koliko je to vredno. In če se slučajno te ljudje ne bi hoteli z mano dobivati, ne vem, iz kakšnega razloga, jaz jim bi bil tudi plačati pripravljen, da se vsake toliko časa dobiš. Tudi vem, takole se dobiš s takim ljudmi, se malo pogovarjaš, dobiš nove ideje, nov zagon, on pove, je nekaj probal, kako mu je super laufalo. In to, potem, ko vstaneš, greš domov, že ko se peleš domov, razmišljaš, aha, to bom naredil, to. Imaš ful enega zagona in novih idej in nekaj na koncu more ratati. Zdaj tudi pri poslu jaz vidim, da ljudje prehitro obupajo. Jaz imam za sabo kar nekaj uspešnih projektov, nekaj zelo, zelo, zelo uspešnih. Ampak verjemite mi, da vsaj 10-krat več imam pa neuspešnih projektov. Nekaj neuspešnih tudi zato, ker si jih preveč projektov nakopam in eni projekti so neuspešni zato, ker se nimam časa z njim ukvarjati. Veliko je pa tudi takih, ki niso uspešni zato, ker sem mislil, da bo bistveno bolj enostavno vse šlo, kot je dejansko šlo, pač pol ni šlo, ne. Kdaj misliš, da aha, tole je super, tole bo, pa tudi približno ni tako, ne. Jaz moram reči, da sem zadnja leta kar slab za oceniti, a bi neka zadeva laufala ali ne bi laufala. Jaz vidim, ko mi delamo neke spletne strani za naše stranke in imajo naše stranke kdaj kakšne take, ko vidim, kaj dela, si rečem, pa se tole ne morejo preživeti. Pa če ima ta stranka, rečemo, neka spletno trgovino, potem, ko pa mi tudi vzdržujemo, pa ne zdaj, da bi to špionirali, delač od tega, ampak vidimo, koliko naročil imajo in sem jaz zdaj tako presenečen, si rečem, pa tole ljudje kupujejo, se ne morem verjeti. Tako da jaz sem slabo za to ocen, tako da tudi ne vi posebej ocenjevati nekaj, a bo sigurno šlo ali ne bo šlo. Tudi morate vedeti, bolj star si, bolj si skeptičen. Ko si mlad, to misliš, da bo vse šlo, ni nobenega problema. Ko si pa star, vidiš pa več problemov, tako da zato je treba tudi mlad začeti. Dajte, jaz svoj najbolj odmeven projekt
sem naredil med svojim 20. in 26. letom. To je v tej stavbi, ki zdaj tole sem, je bila včasih diskoteka. To je bila diskoteka, ki je sprejela preko 1500 ljudi. Po celi Sloveniji je bila znana in jaz sem to diskoteko odprl, ko sem bil star 26 let. Res, da so mi starši pri tem pomagali, pa kdo prav mu je fotor naredil. Ejte, ni bilo čisto tako. Jaz sem imel že v očetovem podjetju, sem imel čez eno proizvodno, betonske robnike sem delal in sem s tistem kar dobro zaslužil. Seveda malo so mi starši še pomagali, bilo je pa tudi veliko kredita. Ampak tudi, če bi mi oče samo denar dal na kupčku, pa bi rekel, evo, tole imaš, pa diskoteko zgrad. Lejte, tudi če bi speljal tako, kot sem speljal, bi na to bil ponosen, ker lejte, tudi če imaš denar, ni to enostavno speljati. Pa jaz sem imel ogromno kreditov, tako da sem dolg časa samo za kredite delal. Tako da na to sem ponosen in lejte, kdaj sem to naredil? Ko sem bil smrkovc. Ko sem bil 20 let star, sem to idejo mu, fotor je bil ful proti, tako da sem mogel najprej očeta prepričati. Da ne govorim, koliko problemov je bilo to z dovoljenjem. To speljati, lejte, če me zdaj daste v tisti čas, me v roku enega tedna infarkt zadene in sem gotov, siguren. Ko si pa mlad, pa to vse gre. Tudi vidim, kakšne, bom rekel, podjetnike, ki pravi čas ne predajo svojim otrokom. Mu predajo firmo šele, ki je on star 40 let. In tudi kakšno besedo dajo. To je čist prepozno. Ejte, jaz mislim, da firme je treba predati, ko je vaš otrok še mlad, rekel, lahko že pred 20, čisto komot. Sem to starši zmeraj mislili, kaj bo on, ne bo nič mislil, da so oni najbolj pametni. Lejte, jaz sem se največ naredil, ko sem bil mlad. Moj brat je tudi očetovo firmo potem prevzel, pa tudi, bom rekel, sta se kar veliko z očetom mogla kregati. Poznam par primerov, ki so se tako skregali, da je otrok prepovedal staršemu firmo jeti, ker to ni šlo, ampak to so zdaj danes uspešne firme. Veliko firm pa je komaj životar ali je pa pač na robu preživetja, pa takih, ki so to predali otrokom šele, ki so bili otroci stari že 40-50 let. To je pa čisto prepozno, takrat pa ni več take energije. Lejte, jaz nimam niti približno zdaj ne več pri svojih 50 energije toliko zadelati, kot sem imel pri 20, 25. Po 30 se ti to bistveno zmanjša, po 40 še. Ejte, pri 50 je pa tako, da jaz sicer svoj del zelo rad delam, ampak bolj razmišljam, kako bom šel na kakšno potovanje. Tako da pri 50 iz nič začeti je pa najbrž malo težko, ampak ne nemogoče. Lejte, potem, kje sem jaz ful napredoval, pa da sem ful nekaj se naučil. Lejte, jaz sem hodil na razne seminarje, delavnice. In lejte, to je danes tako zelo pocen, veliko imate tega brezplačno, tisto, kar je pa plačljivo, je pa tudi zdaj, bom rekel, relativno poceni. Jaz na prvi seminar, ko sem šel od podjetja Lisac, to je bila kotizacija eno plačo. Potem vem, da je bila fora, če sta dva prišla, je bil neki popust, ampak je bilo potem še zmeraj zelo drago. To je bilo leta 97, po mojem, sem bil prvič. Potem sem šel, malo po letu 2000, sem šel na en seminar, ki ga je organiziralo tole, časnik Finance. Cena
mnogo dražja še kot od podjetja Lisac. Pa pri podjetju Lisac smo dobili in kosilo in imeli smo lepe mize, da si lepo mu kaj zapisati. Tle na Financah smo pa nekje na takih stolčkih, ki sem jaz sedel, še nisi mu zapisati. Žalost čista. Kotizacija pa ena plača. Lejte, danes pa dober seminar dobiš za 100-150 evrov ali pa še cenejš. Vidim, da se nekje teli, bom rekel, Facebook seminarji, pa to, kar jaz delam, dobiš za 50 evrov. Jaz sem tudi včasih delal te Facebook seminarje, je bila cena okoli 100 evrov, pa je prišlo 80 ljudi, pa je to bil dober biznis. Zdaj pa moraš narediti 50 evrov, pa pride 10 ljudi ali pa 15, tako da to ne delam več. Ne? Tako da danes so te seminarje res tako poceni. Bi rekel, tista kotizacija, ki jo plačate, je samo vredna že zato, če enega človeka spoznate. Pa lejte, ni seminarja, na katerem se ne bi nič naučil. To vam lahko jaz povem, ker sem bil vsaj na 100 seminarjih. Ni bilo seminarja, ki se ne bi nič naučil. Sem bil tudi na parih bednih seminarjev, ampak vsem sem se nekaj naučil. En takih je bil, ne vem, čist brezvezen seminar, ampak sem videl, da pa ful na imidžu dajo. In sem rekel, Madonna, jaz pa res premalo na imidžu dam, ker imam te seminarje. Jaz sem sam zmeren gledal, da bo seminar čim cenejši, mislim, zato sem jih tudi delal tukaj v Trebnjem, v tej stavbi, pa se ni ljudem dalo z Ljubljane sem pridati. Čeprav je tle enostavno parkirati, zastonj parkiraš, iz Ljubljane si v pol ure, jaz grem tudi na seminar, če mi ti rečeš, na veliko seminarjev pa že nisem šel, ker so bili v centru Ljubljane. Da se bom tam jaz zajebaval s parkiranjem, pa še parkirnino drago plačal. Se raj zapeljem nekam na Gorenjsko, se raj zapeljem 200 km, pa da moram se tam po Ljubljani matrati. Naslednja zadeva, branje knjig. Poznam veliko uspešnih, bogatih, takih, ki so začeli iz nič. In skupno jim je to, da so veliko knjig prebrali. Jaz sem to že pred enim 15 letom, sem sam sebi rekel, če preberem eno knjigo, bom rekel leposlovje, je to vredno 500 evrov. Toliko sem jaz bolj pameten, če to knjigo preberem. Za 500 evrov bom sigurno jih enkrat nazaj dobil na osnovi te knjige, ki sem jo prebral. Če pa preberem poslovno knjigo, sem pa to ocenil na 2000 evrov. In jaz vam lahko rečem, da sem že kar nekaj knjig prebral, na osnovi katerih sem potem se nekaj naučil, pa sem zato mu koristil vsaj 10 000 evrov, če ne bistveno več. Ena teh knjig je priročnik za pisanje oglasov. V bistvu naslov je malo čuden, če mene vprašate, naslov bi mogel biti Psihologija pisanja. To je tako dobra knjiga, da vam ne morem povedati. Jaz sem jo 2-krat prebral. Pa ko bom prvi čas imel, jo bom šel še enkrat. Ker to je tako fenomenalna knjiga, da vam ne morem povedati. Na osnovi te knjige sem jaz zaslužil denarja še, ker sem dobil znanje. Potem tudi jaz, meni je glavna stvar, ki se ukvarjam, je optimizacija spletnih strani. In jaz vsako leto na Amazonu kupim vsaj 5 knjig od optimizacije. 2 so brezvezne, jih sam na stran daš, 2 so dobre, 1 je pa odlična običajno. Enkrat vem, da sem eno tako odlično knjigo dobil, ki lahko rečem, da sem se z nje toliko naučil, da je to takoj se v denarju poznalo par 10 000 evrov. Tako da berite knjige, nobena knjiga ni brezvezna, tako da to je, branje knjig je res super zadeva. In tudi jaz, ko preberem knjigo, vse čutim, koliko sem bolj pameten in sem zato tudi bolj samozavesten in na koncu tudi bolj srečen. Tako da berite knjige, to je vrhunska zadeva. Zdaj, če ste začetnik v podjetništvu,
jaz vam pa niti ne veste dobro, kaj bi delali, pa probujete nekaj. Jaz poznam ljudi, ki probujejo že 15 let, pa jim ni nič ratalo. Glejte, jaz predlagam ljudem, da si najdete nekega mentorja. Ampak mentorja je težko najdeti, ne, da se bo on res z vami ukvarjal. Rečemo, jaz danes na tem seminarju, mislim, webinarju, nič ne prodajam in jaz tudi vse to, kar delam, jaz nič ne prodajam, zato ker sem dela že itak preveč. Jaz bolj gledam, da se kakšnega dela rešim, kakor pa kakšnega novega dobim. Zato tudi kakšnega mentorstva ne nudim, čeprav mi ljudje pišejo, če me lahko bi to mi plačali dobro, ampak glejte, jaz to nimam čas. In če nimam časa, tudi ne bi bilo pošteno, da nekomu obljubim, pol bi pa jaz to delo slabo upravljal, ker ne bi imel časa. Ampak glejte, glih danes ena punca, ki je tudi en čas malo pri meni delala, pa veliko se družba, je en članek napisala za našo spletno stran zaslužek.org. Večina vas, ki ga bo prebralo, boste rekli, da so se to zmenila, da je zato tako dober o meni napisala, ampak jaz presežem na moji mami, ki imam najrajši na svet, da se nisva popolnoma ne zmenila. Sem bil pa zelo vesel, ko sem ta članek prebral. Tako da samo v Google pišete zaslužek.org, pa prvi zadetek, pa boste videli ta zadnji članek, oziroma lejte, bom jaz tudi link objavil. In lejte, ona je napisala, da sem jaz neke vrste mentorji bil. Čeprav midva se niso nikoli o nobenem mentorstvu pogovarjala. Ona mi je bila všeč, pa tudi z njenim tipom so se zaštekala in smo se veliko dubelj pogovarjali. In zdaj ona dva pravta, oziroma ta punca prav, da sem jih ogromno naučil. Pa si sem porazmišljal, pa si sem jih najbrž res. Tudi ne, jaz delam take stvari, mi jih ni težko, ki jih mogoče noben drug. Meni, če bi nekdo rekel, da je naučil optimizacije spletne strani, jaz bi ga naučil. Mislim, ne bi nič skrival, večinoma ljudi bi pa razmišljalo, ja, to mi bo on zdaj, jaz bom njega naučil, pa mi bo on konkurenca. Jaz nisem nikoli tako razmišljal. Jaz sem tudi v te optimizacije spletne strani sem napisal knjigo. Se pravi, spodbujam, da bom dobil čim več konkurence. Ampak se to popolnoma ne sekiram. Zato, ker zaupam, da sem dober na tem področju. In dela je to, da se ven ne vidimo. Tako da ni šans, da bi šlo za to nam kaj slabš, oziroma jaz že od nekdaj verjamem v moč povezovanja. Jaz verjamem, če svoje znanje deliš z drugim, boš pol slej ko prej zaradi tega imel korist. Zato jaz te stvari, ki jih mi delamo v firmi, koga brez težav naučimo, ali pa ne vem, tudi nekdo, ki mojo knjigo kup, pa se mogoče potem sam lot optimizacije spletnih strani, še zmeraj bo na koncu mene nekaj malega rabu, da mu bom pomagal in seveda to zaračunal. Tako da jaz mislim, da znanje moraš deliti, jaz nikoli nič ne zadržim zase, vse povem in kakor nam gre dobro zadnje čase, mislim, da je to ta prav način. Link do tistega članka sem ravno kar objavil v komentarju, tako da pol na konc, ko bo tegale konce, ne bomo več dolgi, še ne 15 minut, pa končamo. Si poglejte ta članek, zanimiv. Verjeten meni še malo bolj, ke mene noter hvali, ampak je pa zanimiv. Potem sem se tukaj še napisal, sodelujte z drugimi
in se ne sprašujete, kdo bo imel večjo korist. Glejte, jaz sem človek, ki rad sodelujem. Sicer zadnje cajte malo manj, zato ker nimam časa. Včasih sem pa zmeraj bil jaz za neka sodelovanja. In jaz, se pravi, ti me narediš to, jaz tebi to. In jaz se nisem nikoli spraševal, pa videl problem v tem, če bo nekdo drug mu več koristi od mene, kot jaz od njega. Hvala Bogu. Jaz sem vesel, če ima kdo kakšno korist od mene, ker vem, to ne bo nikoli pozabil. Če ne drugega, ki se bo nekje srečala, mi bo špricer plačal. Nekatere pa to blazno skrbi, če nekaj sodelujemo, pa če dam jaz nekaj več njemu, malo več, kot sva se zmenila, ali pa tudi, kot bi bilo pošteno. Če mene to nič ne košta, meni to ni noben problem dati. Seveda, če imam na drugi strani tudi tacega poštenega človeka, ki ima podobno razmišljanje, kot jaz, če pa zdaj samo on grunta, kako bo mene samo izmolzil, s takim človekom pol pa jaz ne sodelujem nikoli več. Tukaj imam pa tudi jaz visok ego. Pa ni to samo ego, ja je, pol je ego, pol je pa tudi to, ker razmišljam, s takim človekom nimaš kaj sodelovati. Mogoče boš to zdaj sodeloval, pa boš celo mu neko korist, ampak slej, ke prej enkrat te bo nategnil, ni to neka dolgoročna zadeva. Jaz raj delam s tistim ljudmi, ki pač vidim, da so pošteni, vidim, da bomo dolgoročno lahko nekaj delali in tako naprej. Pa bi še vsem svetoval, da ne nasedajte nekem obljubam o zaslužku, brez da bo treba karkoli delati. Glejte, to ne obstaja. Ne obstaja in verjemite mi, da ne obstaja. Glejte, tamle se na Facebooku pojavljajo neke zadeve, dobivam ponudbe, vložiš denar, zaslužiš 10% na mesec, celo neka zadeva je zdaj bila 10% na teden. Jaz pol vprašam človeka, od kje pa ta denar, ta zaslužek, da se lahko meni splača? Kako se to zasluži, ne? Pa mi neke pravljice začnejo razlagati, da je odzad neki super biznis, pa ne vem koga. Glejte, če bi bil to tako super biznis, verjamete, da jaz pa vi do tega ne bi sploh zraven prišli, bi to pokupili, Warren Buffett in podobni. To so pa pač neke zadeve, ki laufajo, dokler je več vplačil, ki izplačil. Ste gledali film tale, Volk z Wall Streeta? Ne bom čisto točno se ne spomnim, kako je bilo, ampak vem, da je on rekel tam tistem prodajalcem svojem, da stranka mora imeti skozi občutek, da ima čim več denarja na računu in nikoli ne sme zahtevati izplačilo. Ker če bojo zahtevali izplačilo, pol je konc, ker je bilo to vse fiktivno. In jaz sem presenečen, da ljudje na take nategance padajo. In to pametni ljudje. Enkrat meni to razlaga, ko sem ga dobro poznal, študiran človek. Sem rekel, pa ne mi reči, da ti tole res verjameš. Ko so bile neke pravljice, zakaj so tukaj dobri zaslužki. Je rekel, seveda, zakaj pa ne. Sem rekel, ti najboljš, da nehava tale pogovor. Mene v tole ne moreš prepričati, ni podrazno, če pa ti verjameš pa dobro. Pa je tista zadeva pol vsa propala, tako da je človek izgubil nekih 40,000 evrov. Tudi jaz sem izgubil na delnicah ogromno, prek 50,000 evrov. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Te ljudje, ki se s tem ukvarjajo, mislijo, kako na svet so pametni. Tudi jaz sem mislil, ko sem delnice kupil leta 2006, 2007, pa sem kdaj v enem dnevu zaslužil 1000-2000 evrov. In jaz sem mislil, kako na svet sem jaz pameten, da mi tako fino gre.
Ampak veste, pol sem pa tudi v enem dnevu 8000 evrov izgubil in na koncu sem jaz z delnicami, nimam točnega izračuna, ampak jaz sem z delnicami izgubil vsaj 50 000 evrov, verjetno pa bistveno več, pa to niti nočem vedeti, lejte, že ko vam to pripovedujem, slabe volje ratam, kaj se lahko za 50 000 evrov grem, jaz lahko za 5 let potovati po svet. Pa ne, da sem izgubil sam 50 000 evrov, jaz še 2 let svojega posla nisem mogel delati, zato ker sem sam tiste tečajnice gledal. In pravijo eni kriptovalute. Lepo vas prosim, sem jaz s kriptovalutam ukvarjal, ker lahko, ne vem, zdaj res šlo ful gor, kakor slišim. Ampak, ali bo to tudi dol šlo? In mi je en človek povedal, ko se je s tem kriptovalutam ukvarjal, je rekel, tudi po noč, ko je šel na WC, je na hitro še pogledal tečaj. Lejte, meni pa tega res ni treba. In jaz takrat 2 let, ko so te tečaji padali, jaz vsak dan zjutraj že ob 6 poročila, kjer so ponavadi povedali, kakšen je stanje na tokijski borzi. In če je tokijska borza pala, potem je pala tudi Evropa, kar samo jaz velik delnic, pa tudi Amerika, kar samo nekaj malega delnic. In potem ob 9 se je začelo tle trgovanje, Ljubljanska borza, pa dol balkanske, vidiš vse rdečem, si mal na hitro zračuna, zgubo jurja 2, se ti zdaj ne moreš pol več delati. In zato jaz s tem zadevam se ne bom nikoli več ukvarjal. So nekateri s tem zadevam obogateli, ampak verjemite, to je samo 1% ljudi. Je pa fora tega predvsem to, ne, ker smo ljudje preveč požrešni. Jaz sem imel z delnicami v nekem trenutku že 50 000 evrov plusa. Namesto da bi jaz rekel, super, 50 000 evrov sem zaslužil, zdaj pa to vse prodal, pa ven narozel. Ne, jaz sem šel še 50 000 evrov kredita puj na banko, pa kupil še za 50 000 evrov delnic, pol je šlo pa sam dol. In lejte, problem ljudi je, ker preveč v to verjameš in ne vem, kaj sem jaz takrat mislil, da bo to šlo še 3-krat gor, to je bilo popolnoma nerealno. Sem najbrž že malo malo dolgočasen s tem delnicam, ampak lejte, to je... Ne rečem, kupite kakšne delnice take, kot je, ampak to dolgoročno, kot je Krka, Petrol, to tle, ki malo poznate. Jaz sem kupil neke delnice, ki sem v enem lokalu en rekel, da se jih splača kupiti. Neka ameriška firma, sploh preveril nisem, če obstaja. In na koncu je pol, ko sem jaz delnice kupil, čez 2 leti je bila v stečajnem postopku, da še delnic nisem mogel prodati, da nisem mogel še trgovalnega računa zaprti, kar je pomenilo, da sem mogel še tisto provizijo se plačati, pa to, se sem pol nekako se z banko zmenil, da sem njim te delnice podaril. Ker itak niso bile nič uredbe. Delajte tisto, kar vas veseli. To je že prej bil en komentar, da je fino, če je vaš delo hobi. Lejte, veliko stvari, veliko hobijev se da v posel spraviti. Lejte, jaz sem ta turizem nekako, bom rekel, spravil malo v delo. Napisal sem en turističen vodič za otok Krk, spletni. Lejte, pa je kar nekaj od tega bilo, čeprav zdaj zadnja leta se s tem manj ukvarjam, ker imam druge pomembnejše stvari, ki več denarja prinesejo. Ampak gledaj, to sem z veseljem delal. In jaz tudi sebe vidim, mislim, rekel, meni denar ni, res mi ni pomemben, ne. Mi je pa fino, če bi mi te potovanja tudi kakšen zaslužek prinesla, ker je pol boljši občutek. Pa ne rabim tega denarja, ampak boljši občutek je. Jaz imam željo, da bi bil kakšen, ne vem, svetovno znan popotnik, pa da bi od tega nekaj zaslužil. Ali pa kakšne dokumentarne filme, da bi snemal. To bi rad delal. In bi rad tudi malo zraven zaslužil za to,
da imam pol razlog, se jaz ne grem na dopust, ampak grem delat. Nekako se človek bolj počuti. Tako da jaz bi to rad delal in a imaš to še kaj lepšega, da delaš tisto, kar te veseli. Ni pa, če se tega lotiš, to ni tako težko. Glejte, jaz bi lahko s tem svojim potovanjem siguren kaj zaslužil. Nekaj malega, ampak res zelo malega zaslužim. Ampak jaz bi bistveno več zaslužil s to optimizacijo, če bi tisti čas delal. Ampak če bi se s te zadevi po svetu, lahko z tega kar nekaj posel narediš. Rečemo, lejte, jaz sem računal, letos bom pisal, tem bom rekel, ministrstvom za turizem Hrvaške, Bosne, Srbije, Makedonije, Črne gore in se bom ponudil, če bi me najeli kot nekoga, ki bi njihovo državo predstavljal. Lejte, jaz, ko sem bil na to idejo, sem prišel, ko sem bil oktobra v Srbiji. Lejte, toliko reklame za Srbijo, kakor sem jo jaz naredil v tistih 11 dneh, jo je malo kdo naredil. Malo kjera reklama, pa ko se je fejst drago plačali. Pa sem razmišljal, da bi mene najeli, da bi jaz lepo, ne vem, primer, potujem po Srbiji 2 meseca, pa mi oni dajo 50 tisoč evrov, jaz pa delam itak to, kakor bi delal tudi, če mi noben ne plača, raziskujem, snemam, objavljam in to je to. Ne vem sicer, če bo ratalo, ampak probal bom, ne. Ampak če bi se temu ful posvetil, ne, bi že prišel. Zdaj, jaz bom mail napisal, ne, zdaj mail, veste, kako je z mailom, to te pol na hiter uludno odslovijo, ne. Jaz bi to mogel kar obiskati, na neke sestanke se zmeniti, obstajajo te razni turistični sejmi, pa bi šel kaj, tam razstavlja Srbija, bi šel kaj, bi rekel, sem Tomaž Gorec, lejte, sem po Srbiji že potoval, rabite koga, da promovira vašo deželo. Lejte, slej, kaj prej bi enega dobil, to sem prepričan. In če delaš to, kar delaš rad, imaš veliko večje možnosti, da uspeš, kakor pa če delaš nekaj, kar ne delaš rad. Pol pa še ena zelo dobra ideja, ki jo bom vam zdaj dal, pa je mogoče ne boste resno vzeli, ampak to vam je z lastne izkušnje povem, da tole upoštevajte. Lejte, napišite knjigo. Ko napišete knjigo, ste vredni mnogo več. Jaz, kakor sem rekel, sem jo napisal o tej optimizaciji. In lejte, poleg tega, da je bila prodaja knjige kar zelo dober biznis, prodal sem jih 700, cena redna knjige je bila 41 evrov, s tem, da sem neke popuste dajal, po mojem sem nekje knjigo prodal poprečno za 30 evrov. Pa zdaj, če odštejemo tisk, pa stroške, pa davke, pa to naprej, da sem kar nekje po mojem 25 evrov na eno knjigo zaslužil, oziroma podjetje. Zdaj si pa zračunajte 700 krat 25, ni to tako slabo. Se pravi, med 15 in 20 tisoč evrov, prvič to ni slabo. Ta drugič pa, jaz sem prepričan, da sem s to knjigo veliko več zaslužil to, ker smo dobili v podjetje nove stranke, ki so pripravljene plačati več. Lejte, če grem jaz nekomu na razgovor za optimizacijo, pač se zanimajo, verjetno od nekih 3, 4, 5 dobijo ponudbo. In če jaz prinesem na ta sestanek svojo knjigo, pa je podarem direktorju, pa rečem, lejte, to sem pa jaz napisal, knjiga je kar debela, 300 strani ima, si siguren človek reče, tale pa verjeten je strokovnjak na tem področju, če mu 300 strani o tem za napisati. In veliko lažje dobimo posel, boljš plačan, tako da jaz mislim, da smo na osnovi te moje knjige vsaj še enkrat toliko je podjetje zaslužilo s tem, ker smo pač dobili dobre stranke, ki so
mogoče malo več pripravljene plačati, kot pa tiste, ki smo včasih lovili, bom rekel, manjše firmce in tako naprej. Pa tudi, če nimate svojega podjetja, lejte, če ste knjigo napisali, ste vredni več. Tudi, če greste nekam na razgovor, za delo, pa rečete, sem pa že knjigo napisal, ja, lejte, 100% boste prej službo dobili in boljš vam bojo plačali, ker bojo rekli, če pa človek knjigo napiše, je pa nekaj mora vedeti, nekaj dela je v to vložil, tako da to je fenomenalna zadeva knjiga napisati in vsak lahko v neki stvari knjigo napiše. Nekateri iz strokovnega področja, če radi hodite v hribe, napišite knjigo o hribih, kam vse je, to pišete poti. Če imate neke hude zgodbe, lahko napišete pač svoj življenjepis, neke take zadeve. Jaz mislim, da ima vsak človek zgodb vsaj za 2 knjige, ne samo za eno. Lejte, jaz sem pred dobrimi 10 leti sem prebral knjigo z naslovom Divja. To je ena knjiga od ene ženske Američanke, ki je šla prehoditi eno 4000 km dolgo peš pot. Popolnoma nepripravljena na to. Ljudje so se drugače več let za to pripravljali. Ona je pa šla to kar tako, zato ker je imela težave z alkoholom, drogo, z možem in tako naprej. In ona je samo pisala, kako je ta pot potekala. Nič posebenega. Ampak jaz sem se iz te knjige naučil, to sem si rekel. Ta knjiga je drugače bestseller, se pravi vsaj 500 000 izvodov so prodali, plus film so posneli, se pravi ta ženska zdaj najbrž ultra bogata. In sem si rekel, z eno tako brezvezno zgodbo obogatiš, sem rekel, knjigo se pa res plača napisati. In je bilo tudi to meni majčkeno, bom rekel, motivacije, da sem to svojo knjigo sam napisal. Imam pa tudi namen napisati knjigo Vodič po Bosni in Hercegovini. To je, jaz sem prepotoval že kar velik del sveta, ampak Bosna in Hercegovina je pa meni najljubša destinacija. Obiskal sem jo že več kot 50-krat, tudi, ne vem, daj, spomladi najbrž bom tudi organiziral izlet v Bosno in Hercegovino za moje sledilce. To bo kot moje darilo njim. Jaz bom šel čist brezplačno za vodiča, pač oni bojo pa pač plačali sam te stroške, kakor je dejansko nastanitev, hrana, prevoz in te zadeve. Jaz sem mislil, se v to prijavilo 20-30 ljudi, se jih je pa 400 prijavilo, tako da sploh ne vem točno, kako bom to speljal. Ampak gledajte, interes za to je velik. Bosna in Hercegovina je čudovita dežela za potovati. Prijazni ljudje, odlična hrana, neverjetne naravne znamenitosti. To lahko na mojem blogu najdete vpise, boste videli, kakšne fantastične slike, videi, res fenomenalno. In jaz sem se to že pred 2 letom odločil, ne, pred 1 letom pa pol sem se odločil, da bom napisal vodič za Bosno in Hercegovino. Glejte, jaz sem prepričan, da jih bom v Sloveniji prodal par tisoč. Bom pa tu prevedel tudi v angleščino, nemščino, mogoče še kakšen tak jezik, malo bolj eksotičen, kot je kakšna nizozemščina, ker Nizozemci rečemo veliko potujejo. Jaz sem prepričan, da bo Bosna in Hercegovina bom rekel, enkrat v naslednjih 10 letih jo bo nekdo proglasil za top destinacijo leta. Zakaj je tako zanimiva? Saj sem že naštel, pa veste, zakaj je še zanimiva? 3 različne vere so. In tako zelo drugačna je. Tako da zdaj, če gremo mi v Avstrijo ali pa na Hrvaško, je podobno kot pri nas. Neki Nizozemec, če pride v Slovenijo, je podobno kot na Nizozemskem. Če pa gre v Bosno, je pa to popolnoma drugače. In jaz sem to prepričan, da bo to destinacija top ratala in da bom jaz ta svoj vodič, če ga bom napisal, ga pa mislim, da bom, ker tega se tudi veselim delati.
bom prodajal to ko vroče žemeljce. In v Sloveniji, in v tujini. Sem prepričan. Ker to bo najboljši vodič v Bosni in Hercegovini. Sicer dva že obstajata, ampak gledajte, jaz mislim, da nekdo tamle iz Amerike, Avstralije, ne more to tako dobro napisati, kot lahko napišem jaz. Prvič zato, ker sem v to deželo zaljubljen. Drugič zato, ker smo včasih v isti državi živeli in poznam mentaliteto ljudi, vse bolj poznam, kot pa neki tujci, če pride. Tako da mislim, da sem zelo primerna oseba za to napisati in sem prepričan, da bo to en super izdelek. Smo že več kot 1 urico pa pol skupaj. Glejte, to je to, kar sem mu danes zapovedati. Zelo vam bom hvaležen, če boste v komentar napisali, kako vam je bilo tole všeč, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč. Lahko tudi predlagate kakšno temo še, kakšno temo, ki bi jo želeli slišati od mene. Saj pravim, jaz bom potem pregledal vse komentarje in bom tudi na vse komentarje odgovoril. Tako da tole vam bi bil zelo hvaležen, če si bi vzeli teh 15-20 sekund ali pa maksimalno minuto, pa da mi napišete en komentar, da majčkeno vidim, koliko vam je to všeč, ali vam je, ali vam ni, kaj bi se dalo izboljšati in tako naprej. Tako da to bi bilo vse za danes. Kakor vidite, pripravil sem se fino, lejte, 3 strani sem si napisal. Mislim, da sem vse povedal, kar sem mislil. Lejte, bom pa probal enkrat na teden narediti takle zadevo v živo, še kakšne druge teme. Seveda, če bom prebral kakšen komentar, da vam je bilo tole všeč, če bom pa same prebral, da vam ni bilo všeč, potem pa ne bom, vam bom pa tudi hvaležen, tudi če ni vam všeč, da mi napišete, da vem, da ne delam nekaj brez veze oziroma da moram nekaj spremeniti. Tako da to bi bilo z moje strani vse, lepo se imejte, naredite si življenje čim lepše, čim bolj srečno. To vam res iskreno želim. Adijo.